Nič pametnega na televizijo, ne? Ni panike! Seoul TV vam omogoča ogled filmov iz HBO digitalnih vsebin, bogate videoteke, videomanije, pogledate lahko tudi koncert priljubljene skupine ali pa katerega izmed brezplačnih filmov, ki se osvežujejo vsaki 14 dni. Za ogled plačljivih vsebin Seoul TV-ja v videoteki potrebujete žetone, pa ne te žetone za avtobus. Z žetoni namreč plačujete vsebine. Vsi novi naročniki in tisti, ki še filmov niste pogledali, imate v začetku 100 žetonov, kar služi za ogled 5 filmov. Kasneje, ko te žetone porabite, morate račun na novo napolniti. Pritisnete tipko meni in na vmesniku izberete nastavitve. Vnesete geslo, ki ga prejmete ob sklenitvi naročniškega razmerja in vam jamči pravico za nakup žetonov. In pritisnite OK. Prikažete se dve možnosti nakupa. Izberete po vrednosti. Vnesete število žetonov in potrdite z OK. Po vnosu števila žetonov še enkrat potrdite nakup žetonov z OK. Sedaj ste dobili sporočilo, da je bil račun napolnjen in še enkrat OK. Tako, sedaj pa poglejmo en film. Za dostop do vsebin na zahtevo je na voljo tipka VOD, s katero pridemo v prenovljeni meni. Pa poglejmo, kaj je na voljo. Videoteka. Tukaj najdete več kot 1000 video vsebin vseh možnih žanrov. Ko si film izberete, nam je na voljo 24 ur, tako da si ga lahko cela družina ogleda tudi večkrat ali po delih. HBO Digital je digitalna knjižnica HBO vsebin. Najboljše filme, romance, drame in akcije ter najnovejše serije, kot jih lahko ponudi le HBO, si sedaj lahko ogledate kadarkoli. Naročniki paketa HBO si lahko ogledajo te vsebine brezplačno. Ste vedeli? HBO knjižnica se osvežuje vsak mesec. Cool! Videomanija. Poleg filmov so tu tudi risanke, športno-dokumentarne serije, filmi in vedno bolj priljubljeni resničnostni šovi. Nabor vsebin se mesečno osvežuje in dopolnjuje. Skupaj jih je na voljo že za več kot 100 ur. Videomanija je vključena v programskem paketu Mega, vsebine so brezplačne. Na koncu pa so tukaj še Seoul TV filmi, ki vsake 14 dni ponujajo zbor 3 brezplačnih filmov, ki si jih lahko ogledate kadarkoli in kolikokrat želite. Izbral si bom film iz videoteke. Postopek izbire je povsod podoben, le da pri plačljivih vsebinah dobimo zraven še potrdilo o nakupu in zmanjšanju števila žetonov. Najenostavnejši način za izbiro želenega filma ali za izbiranje idej je, da si ogledate ponudbo znotraj različnih kategorij. V okviru na desni se izpiše seznam filmov, v okviru spodaj pa kratek opis. Če si določen film izberete, si lahko ogledate podrobnejši opis filma, zasedbo in dolžino. Za izposojo le potrdite možnost izposoje. Če si premislite, pa se lahko pomaknete na zaslon nazaj in izberete kak drug film. Ko izberete možnost izposoje, vas vmesnik ponovno opozori, koliko vas bo izposoja stala in kje lahko film po izposoji najdete. Kot smo rekli, lahko film v 24 urah večkrat pogledate. Ko potrdite izposojo, vas vmesnik vpraša, če želite film pogledati takoj. Če želite kasnejši ogled, vmesnik poskrbi, da se ne bi izgubili in da ste resnično pritisnili pravi gumb. Za kasnejši ogled vas izbrana vsebina čaka v meniju Moje vsebine. Jaz imam zdaj čas in si bom en film pogledal. Pa vedno me kličejo lih, ko gledam film. Jev. Ma ne, lih delam. Nekaj razmišljam, ja. Ne motiš. Papa, čau. Papa, čau. Papa, čau. Tole pa kar dolgo traja. Kje sem bil zdaj? Za nadaljevanje pritisnete tipko Play oziroma tipko za zagon predvajanja video vsebine. Congratulations, you won. Kako lep film. Kako srečno se je vse izteklo. Kar še enkrat ga bom pogledal, ja.